če primerjaš indeks S&P 500 in število, govorim se za ameriški trg, in pa število novih delovnih razpisanih mest, ne, gre zadeva takole. Se pravi, S&P gre noro gor, delovna mesta padajo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Nove univerze z naslovom Začuti novo univerzo. Moje ime je Matej Avbelj, sem profesor za evropsko pravo in danes bom s svojima gostoma razpravljal o vse aktualni temi. Ta tema se dotika pravice do zasebnosti, pravice do varovanja osebnih podatkov in kot vse v sodobnem času so tudi glede te tematike mnenja zelo deljena. Nekateri menijo, da z varovanjem pravice do zasebnosti pretiravamo, da je preprosto, vse veste, v Evropi na tem področju preveč regulacije, GDPR in podobne zadeve, zdaj še akt o umetni inteligenci, Digital Services Act, Digital Markets Act, vsi ti akti in predpisi naj bili tisti, ki zbijajo evropsko konkurenčnost, ki Evropo napravljajo zaostalo v gospodarskem smislu v primerjavi z Združenimi državami Amerike, pa tudi Kitajsko. Na drugi strani pa so oni, ki poudarjajo, da je vendarle pravica do zasebnosti srčika človeške identitete, ona je tista, ki ščiti človekovo dostojanstvo, ki je predpogoj pravzaprav vseh ostalih pravic, zaradi katerih smo sploh oblikovali, razvili pravo, ustavno pravo in tiste kavtele, ki morajo varovati človeka pred državo, kadar ta posega v pravico do zasebnosti, kakor seveda tudi mora biti v globalne korporacije, ki so danes tiste, ki največ, kot bomo slišali v nadaljevanju, razpolagajo lahko z našimi osebnimi podatki. S temo varovanja pravice do zasebnosti, varovanja osebnih podatkov, digitalizacijo se na Novi univerzi precej ukvarjamo. Imamo predmete tako na dodiplomskem kot podiplomskem študiju, Fakultete za državne in evropske študije, Evropske pravne fakultete, vodimo pa tudi poseben ARIS financiran projekt na temo razvoja konstitucionalizma v algoritemski družbi. Pa vendar se danes o tej tematiki ne bom pogovarjal s profesorjema, s sodelavcema Nove univerze, temveč sem si izbral gostjo in gosta iz prakse, vodilna prav gotovo strokovnjaka v Sloveniji na tem področju. Z mano je informacijska pooblaščenka Republike Slovenije Jelena Virant Burnik, lepo pozdravljena. In kolega Klemen Krajger Mišič, prav tako strokovnjak za varstvo osebnih podatkov, nekoč si tudi sam deloval v uradu pooblaščenke. Jelena, ti pa zate sem pa slišal, da si zdaj postala tudi izjemno pomembna slovenska predstavnica na evropskem nivoju, znotraj Evropske unije na področju varovanja osebnih podatkov. Pa če mogoče nam na začetku nekaj več poveš o tem? Hvala za vabilo. Sem zelo vesela, da lahko tudi z tega praktičnega vidika našega dela mogoče osvetlim to temo, ki je gotovo za vaše študente zanimiva in zelo relevantna pravzaprav vsem temu podatkovljenem svetu. Torej, informacijski pooblaščenec je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, je pa evropsko pravo ustvarja tudi Evropski odbor za varstvo osebnih podatkov in to je odbor, v katerem sodelujo vsi taki informacijski pooblaščenci iz držav članic Evrope in ta odbor sprejema mnenja, stališča, interpretacije GDPR, se pravi splošne uredbe o varstvu podatkov. Poleg tega pa ima še eno pomembno nalogo in sicer odloča o sporih med nacionalnimi, se pravi informacijskimi pooblaščenci, kadar gre recimo za neka podjetja, ki izvajajo čezmejno obdelavo osebnih podatkov, pa je recimo, podjetje iz Avstrije, krši pa podatke slovenskega državljana. In v takem primeru ima po tem pravnem okviru, se pravi ta posameznik iz Slovenije možnost, da se obrne na nas, potem pa mi izpeljemo ta postopek sodelovanja z avstrijskimi kolegi, ki recimo pomagajo, človeku, da so njegovi podatki izbrisani, tudi kaznuje to podjetje, organizacijo, ki je povzročilo neko škodo. In kadar se dva taka organa ne strinjata, se pravi Evropski odbor za varstvo podatkov odloča o takem sporu. Jaz sem bila pa pravkar izvoljena za, se pravi, podpredsednico Evropskega odbora za varstvo podatkov, kar je
sem zelo vesela tega izziva in da bom lahko tudi s svojimi dolgoletnimi izkušnjami pomagala pri nadaljnjem dobrem delu. Čestitam in res zasluženo. Zdaj, naši gledalci, če morda ne poznajo toliko tvoje kariere, sam sem si malce pogledal na spletni strani, ti imaš res že dolgoletne izkušnje na tem področju, že prej si bila znotraj urada pooblaščenke, pristojna za to mednarodno sodelovanje, študirala si tudi v tujini, doktorat imaš iz tega področja, tako da sem res osebno in tudi v imenu univerze zelo vesel, da ti je uspel ta met in te želim uspešno delo. Klemen, zdaj tudi tebe je prav, da te malce bolj predstavimo našim študentom, študentkam, našim gledalcem, poslušalkam, poslušalcem. Sam si, mislim, da skupaj gulila študentske klopi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, potem si pa tudi sam deloval nekaj časa v uradu informacijske pooblaščenke, potem pa si šel v zasebno sfero, kjer si se posebej ukvarjal z varstvom osebnih podatkov, zdaj pa vem, da tvoje zanimanje prikipeva v zvezi z umetno inteligenco. Daj nam nekaj več povej o tej svoji poti. Najprej Jelena, čestitke, tudi z moje strani. Matej, hvala za povabilo. Jaz sem bil, če pogledaš mojo zgodovino, en tak multipraktik. Začel sem v novinarstvu, takoj po faksu, potem sem šel na informacijskega pooblaščenca, bil sem ravno v času, ko je bil sprejet ZVOP-1, ki je bil na podlagi prejšnje direktive Evropske unije in takrat se je v bistvu pravzaprav ustvarilo največ prakse na področju varstva osebnih podatkov in veliko te prakse pravzaprav še danes obstaja. Še vedno je ista logika. Seveda so bile spremembe zaradi GDPR-ja ZVOP-2. In na pooblaščencu sem bil skoraj 10 let, se mi zdi. Potem sem šel v zasebni sektor, malo različna zanimanja. Zdaj, se še vedno ukvarjam, čeprav nekaj manj na področju varstva osebnih podatkov, sicer pa zadnje čase umetna inteligenca, ne samo pravni vidik, ampak tudi tehnični vidik, res sem padel noter, ker me res zanima to področje. Tako da super ideja danes, tudi iztočence, se mi zdi, da ravno v pravem času. Dobro, pa gremo zdaj z to uvodno provokativno tezo, ki sem jo navrgel v uvodni špici. To je namreč to razdvajanje duha. Nekatere zelo skrbi za našo pravico do zasebnosti z vidika varovanja osebnih podatkov, drugi pa pravijo, pustimo to, v bistvu, če so se ljudje stanju prilagodili, če so pripravljeni mednarodnim globalnim korporacijam za brezplačno rabo interneta se odpovedati svojim osebnim podatkom, je to pač njihova pravica, živimo v tem quid pro quo svetu, utilitarnem svetu in naj se država tukaj ne vmešava, še manj pa Evropska unija, ker si s tem zgolj zbijamo lastno konkurenčnost. Zdaj, Jelena, v kater narativ smo zdaj mi not padli? Tukaj sta zdaj dva narativa. Kaj pa je tisto, ali pa te bom tako vprašal, zakaj svoje dolgoletne kariere in ti prav gotovo te zadeve izjemno dobro poznaš tudi iz prakse, katere so tiste resnične nevarnosti, ki prežijo na nas, zaradi katerih je bil potreben GDPR in zaradi katerih je potrebna tudi vsa ostala evropska regulativa? Jaz bom tukaj kar tiste začetne iztočnice štartala. Se pravi, da je po angleško ta pravica do zasebnosti je enabling right. Jaz zelo rada štartam pri tem, da ko varujemo zasebnost nekoga oziroma informacijsko zasebnost, ker pač živimo v tem res podatkovljenem svetu, ne varujemo samo zasebnosti kot take, ampak s tem, ko je posameznikova zasebnost varovana, se lahko prosto giba, se lahko prosto srečuje, lahko prosto veruje, lahko uresničuje svojo pravico do svobode govora, ker lahko prosto misli, lahko oblikuje, lahko deli ideje, lahko jih prejema. In recimo več je teh nekih dogodkov v preteklosti, kjer vidimo, kako je to zelo pomembno. Pa če se spomnimo, mogoče epidemija. V epidemiji z nekimi ukrepi, kjer bi pač zbirali podatke, kjer bi imeli recimo aplikacijo, kjer bi se ti podatki delili, smo želeli vplivati na svobodo gibanja, oziroma pač omejevati gibanje. Se pravi, to so neki ti primeri, ki zelo kažejo na to, kako ta zasebnost oziroma varovanje podatkov ni ta edina dobrina, ki jo varujemo kot tako, ampak varujemo nekaj drugega, nekaj zadej. Varujemo ljudi pred diskriminacijo. Recimo znani so primeri, ko so državni organi recimo profilirali, pa so napačno profilirali ljudi, pa so potem bili prikrajšani, za razne socialne prejemke, primeri iz Nizozemske. Oziroma taki primeri, kjer ima posameznik neko škodo,
ki se ne tiče samo njegove zasebnosti, ampak njegovih drugih pravic. Imamo razvpite primere Cambridge Analytica, kjer so v bistvu z zbiranjem podatkov, obdelavo podatkov, z profiliranjem in prikazovanjem nekih manipulativnih sporočil posameznikom prek družbenih omrežij, so pač vplivali konkretno na volitve. Zaradi tega se je v končni fazi zgodil Brexit, ki ima velike posledice geopolitične. In tudi tu govorim sicer o varstvu osebnih podatkov, ampak zadaj je ena druga dobrina, demokratični procesi, svobodne volitve. Se pravi, ta enabling right je tisti del, ki bi si jaz želela, da morda tudi študenti prepoznajo zasebnost kot neko vrednoto, ki je ne varujemo samo zase, ampak varujemo vse tisto, v kar je to vstopna točka. In ker živimo v podatkovljenem svetu, je pač vsak naš gib je nekje zabeležen kot neka točka podatkovna, vsaka naša, diagnoza, vsak naš stik, profesionalni, šolski, s prijatelji je nekje zabeležen in digitalno voden. In ko varujemo vse te podatke, zdaj ali nasproti državi, nasproti drugim posameznikom ali nasproti korporacijam, mi v bistvu varujemo te druge naše pravice, to, da lahko midva prosto komunicirava, to, da lahko nekdo svobodno veruje tam, kjer želi, to, da lahko, dejstvo, da je bil ob tem in tem trenutku pred tako in tako kliniko, ne pomeni za njega recimo pomanjkljivosti v smislu, da ga bodo podjetja targetirala, z prehranskimi dopolnili za neko stanje bolezensko. Ker imajo podatki tako veliko neko vrednost v smislu napovedovanja, profiliranja, v smislu tega, da je lažje prodajati neke produkte, pa tudi ideje, politične kandidate in tako naprej, so seveda podatki tista vstopna točka, kjer lahko reguliramo, lahko pač dopuščamo dostop do teh podatkov ali pa ne, zato da bomo obranili neko to pravico zadaj, zato da bomo pač delovali proti diskriminaciji, za svobodne izražanje mnenj in prepričanj in tako naprej. Ja, hvala. Zdaj, Klemen Jelena je izpostavila izjemno dober termin, se mi zdi, torej opodatkovljen svet. Kako smo sploh prišli sem? Zdaj, mi trije vsi tukaj smo še, se spominjamo analognega sveta, tistega pristnega, kjer smo lahko kakšno stvar še skrili, ne samo pred svojimi starši, ampak še pred kom drugim. Zdaj pa praktično čisto vse, kar počnemo, tudi tole, kar počnemo tu, spremenjeno v podatke, v 0,1, ki jih potem procesirajo razne močne in vse pametnejše mašine. Dva diskurza dva narativa sem na začetku sprožil, en je tak apokaliptičen, drug je pa tak zelo utopičen, češ da bomo živeli samo v boljšem svetu, ne samo zaupamo korporacijam. Kaj je tebi, kateri pristop od teh dveh je tu tebi bližje? Mislim, tako je. Sam gledam na to, da se povsem strinjam, da Evropa izgublja konkurenčnost. To kažejo tudi podatki, tudi Draghijevo poročilo, ki se je mimo grede dotaknil tudi GDPR-ja, in zadnje predstavljene spremembe za GDPR mislim, da grejo pravo smerno. Zdaj, seveda, vsak zakon, vsako uredbo, direktivo se da še vedno izboljšati. Ampak mislim, da je odlično izhodišče, ali zaradi varovanja pravice do zasebnosti izgubljamo konkurenčnost, je moje stališče ne, ker je treba pred tem najprej se vprašati, ali zasebnost potrebujemo. Zasebnost potrebujemo. Zakaj? Ker če vprašaš študente, te mlade nadobudne ljudi, ki so prelimani vse dni na svoje ekrane in delijo vse skoraj do svojih spodnic na internetu, bi rekli... Drži, ampak to je samo en del zasebnosti. Sam, ko govorim o tej tezi, da zasebnost absolutno potrebujemo, govorim o tezi, da imamo svoje misli. Brez prostih misli, ki nam tečejo po glavi, ne more biti idej. Če ni idej, ni konkurenčnosti. Če govorimo samo o tem delu. Ni se zastonj začela oblikovati cela nova znanost na tem področju neurozasebnosti. Veliko pove že samo ime. Pred časom sem iskal, koliko časa še potrebujemo do tega, da bodo čipi lahko usmerjali naše misli, in odgovor je bil ne prav veliko časa več, kar je meni strašljivo. In tukaj je ta problem. Težava pa je v kognitivni preobremenjenosti zakonodaje. Tega je enostavno preveč. Če se naslonim na svoje področje, recimo GDPR, en kup stvari pušča v dokazovanju upravljavcev. Razumem racijo, zakaj se je zakonodajalec odločil, da bo šel
v prepuščanje stvari upravljavcev, ker enostavno ne more pokriti vseh življenjskih primerov, ki nastanejo, oba dobro veva iz teorije prava. Ne gre. Ampak vseeno je pa tega preveč. Če uporablja pojme, kot so visoko tveganje na pravice in svoboščine, je to zelo širok pojem. Še enkrat, razumem racijo, ampak kako to potem preliti v prakso? Ne? In tukaj pridemo do tega kognitivnega presežka, ki pride do tega. Ne? Zdaj, mogoče, ko sem se pripravljal na ta podcast, sem razmišljal še malo z vidika AI-ja, kako bo zdaj vse skupaj to izgledalo. Ne? Recimo, če imaš ti toliko enih odprtih pojmov v nekem zakonu, boš seveda za vsak slučaj, vem, kako razmišljajo upravljavci, ker delam z njimi, ne? Bodo za vsak slučaj želeli imeti dobro utemeljito, če kdaj pride inšpekcija. Ne govorim samo o informacijskem pooblaščencu, zgolj kot primer dajem. Ne? In seveda bo človek naredil dober dokument, lahko tudi na 200 straneh. Za pisanje 200 strani neke argumentacije danes nihče nima časa, kar pomeni, da si jo pomagal s ChatGPT-jem. In potem bo imel nek dokument in ko bo inšpekcija prišla, bo inšpektor takšen dokument dobil in ko bo videl tisti špeh, bo rekel, dajmo si pomagati z umetno inteligenco. In kaj se bo na koncu zgodilo, da se bo umetna inteligenca pogovarjala z umetno inteligenco. Ne rečem, da to primer pri vas, absolutno ne, ampak zgolj razmišljam, kako bo ta logika delovala. Ne? In zdaj, če mogoče zaključim s tem, kaj je zdaj konkurenčno, kaj ni, dam en primer, kje se zapletemo. In to je eden izmed glavnih simptomov trenutnega stanja Evropske unije, ki ga sam vidim. V zadnjem času se ogromno govori o chat control. Za tiste, ki mogoče niso sledili temu, Evropska unija razmišlja o tem, da bi namestila samodejno spremljanje vseh pogovorov tudi v kriptiranih aplikacijah, kot sta Signal in WhatsApp. Zdaj, to je razlog, je preprečevanje otroške pornografije. Povprečnemu upravljavcu je blazno težko razumeti, zakaj tako močno posežemo v zasebnost, medtem ko mora na drugi strani izpolnjevati vse, tudi del birokratskih zahtev GDPR-ja. In tukaj, recimo, tisti, ki so ponavadi zelo glasni na področju varstva osebnih podatkov, se glede tega pravzaprav niso kaj dosti oglašali. Tukaj, vse so, IDPB je dal izjavo za javnost, pa tako naprej, ampak tudi te nevladne organizacije se na tem področju niso kaj dosti oglašale. In če mogoče zaključim to moje filozofiranje, bi ga mogoče zaključil kar z enim stavkom ali dvema Benjamina Franklina, ki je rekel, tisti, ki se želijo odpovedati svojim pravicam v zameno za začasno povišano varnost, si ne zaslužijo ne enega, ne drugega. Ja, zdaj imamo tukaj več večjih dilem na mizi. Prva dilema je to, zdaj imamo tu več večjih dilem na mizi in prva velika dilema je vprašanje, ali ta dilema med varovanjem zasebnosti in konkurenčnostjo, znižano konkurenčnostjo, ali je to resnični problem, ali nam je tukaj vsiljena neka zgodba, ki jo zdaj vsi ponavljamo, kokodakamo, ne da bi v njej zares premislili. In druga dilema, ki se navezuje na prvo, je, kdo je zdaj tisti, ki najbolj ogroža pravice do zasebnosti, varstva osebnih podatkov v tem sodobnem digitalnem času, ker tradicionalno so nas človekove pravice varovale pred državo. Zdaj pa imamo mi tukaj okrog 7 velikih globalnih korporacij, ki dnevno razpolagajo z bilijoni in bilijoni naših osebnih podatkov, ki smo jih prostovoljno izročili in jih še izročamo z našim udejanjanjem na internetu. Ampak fokus naš, tudi v slovenskih pa evropskih razpravah, ni na tem elementu razmerje posameznik-korporacija, ki ga nekako odpravimo s tisto našo privolitvijo, soglasjem, ampak je fokus na informacijskem pooblaščencu in na fokus torej na državnih oblastvenih organih, ki menda preveč posegajo v te pravice, v to našo svobodno poslovno delovanje in s tem znižujejo evropsko konkurenčnost. V kolikšni meri je ta diskurs o upadanju evropske konkurenčnosti neka mantra, ki so jo lansirale globalne korporacije? Zdaj, glede na to, da slabih 20 let že počnem približno to, kar počnem, lahko iz lastnih izkušenj, pa to je samo malo manj kot 20 let, povem, da so bile že najmanj 3 take mantre. Najprej
je bila, se pravi, varstvo zasebnosti oziroma osebnih podatkov in varnost in security. Bilo je obdobje terorističnih napadov, če se spomnimo na velika mesta in tako. In takrat je bila ta neka glavna mantra zaradi varstva podatkov in zasebnosti ne moramo sprejeti ustreznih varnostnih ukrepov, zato da bomo hitreje našli teroriste, zato da bomo bolj varni. In takrat se je izkazalo, recimo, da več podatkov ne pomeni tudi nujno boljših podatkov. Več podatkov v smislu securityja zelo pogosto pomeni veliko kopico sena, v katerem moraš ti najti iglo. In iz te mantre smo se recimo naučili, da je neko targetirano zbiranje podatkov za namen večje varnosti državljanov, tisto, v katero je treba vlagati in graditi, ne neko masovno zbiranje vsega, pa bo padalo ven, kar bo padalo, ne? Potem smo imeli epidemijo. Tam je bilo varstvo osebnih podatkov oziroma zasebnost tista, zaradi katerega ne moramo imeti zdravja. Tudi enako ustvarjena dihotomija, ki marsikaj izpušča, ne? Tukaj smo imeli na eni strani ukrepe varovanja zasebnosti, da se pač ne sledi gibanju ljudi z aplikacijami in tako naprej. Na drugi strani pa neko tudi visoko vrednoto zdravja, ne? In tudi tu se je izkazalo na mal daljši rok, post-epidemija, da pač so neki drugi ukrepi, ki so bili bolj nujni od tega, na kar se avtomatično takoj pomisla v digitalnem svetu. Bomo zbirali podatke, pa bo hitreje nekaj padlo ven, ker več podatkov tudi tukaj pomeni bolj nekvalitetne podatke, več šuma, več nekih napačno sprejetih odločitev, ne? Se pravi, ključno je to, da moramo vedeti, kaj je naš cilj, ta vrednota, ki jo želimo obraniti, ne, kot družba, in potem zbrati nek nabor podatkov, ki je res utemeljen, zato da bomo mi ta cilj dosegli. Zelo pa je pogosta neka ta, zbirali bomo vse in potem bo že nekaj, ne? In recimo to vidimo zdaj pri konkurenčnosti. Trenutna ta dihotomija je varovanje podatkov, GDPR in konkurenčnost. Tudi v veliki meri umetno ustvarjeno, po mojem mnenju, ker tudi, recimo, če beremo Draghijevo poročilo, je izpostavljenih kar precej nekih pomanjkljivosti v smislu konkurenčnosti Evrope, ampak marsikatero od teh stvari nima nikakor ne povezave z osebnimi podatki ali pa z regulacijo tega področja. Evropa je pač pozicionirana na način, da nima redkih kovin, kjer nas potem prehitevajo azijski trgi in tako naprej. In to so neke druge okoliščine, zaradi katerih je ta digitalizacija hitrejša v nekaterih drugih delih sveta, ne? Ker lahko na drugi strani vidimo, da po sprejemu GDPR, splošne uredbe o varstvu podatkov, se je zgodil tudi ta Brussels effect, ta preliv zakonodaje iz Evrope v marsikatere tretje države. Marsikatera država v Ameriki je sprejela nek podoben način pravil, mogoče ne tako GDPR kot v Evropi. Brazilija, marsikatere tretje države so sprejele neka pravila prav zaradi tega, kar sem izpostavila na začetku. Tukaj ne varujemo nekih podatkov, pa ne da vemo, zakaj jih varujemo, ampak varujemo ljudi pred negativnimi posledicami, ki pa se dogajajo in se tudi bodo dogajale, ker dejstvo je, da pač, kadar so podatki nekje zbrani masovno, dejstvo je, da so liki, da so izpusti podatkov in to pač ima za posameznike neke posledice, ne vem, z napredkom umetne inteligence je veliko lažje delati deepfake, veliko lažje je potvarjati stvari in pač smo ranljivi in zato se regulira. Tako da to je nekako umetno ustvarjena dihotomija. Nekdo bi pač rekel, da smo malce paranoični, ne? Pa da nas tukaj pač vodijo teorije zarot, da smo usmerjeni proti zasebnemu sektorju in kapitalu, ampak tisto, kar me napeljuje k temu vprašanju, ne, ki sem ga zastavil, je to neka usiljena dihotomija tudi strani big techa, velikega globalnega kapitala. Sta zdaj dve zadevi, ki ste se zgodili v zadnjem času, ne. Včeraj ste lahko, če ste se logirali na eno družabno omrežje, ki ni Y, ampak je X, ne, so se vam začeli pojavljati takšni čudni prikazi, kjer je bilo Evropa lep obraz, Evropska unija skrotovičeno, nekaj groznega. Ne? In to je šlo čez milijone in milijone ogledov. Prva stvar, ki si jo videl, ker je to lansiral lastnik te platforme, in šlo je zaradi njegovega nezadovoljstva nad neko sankcijo, ki jo je prvi znotraj Digital Service Acta izrekla Evropska komisija. In tukaj zdaj pa ne gre samo za enega posameznika, naredimo pa še in njegovo veliko platformo in korporacijo, s katero razpolaga. Potem je bila pa objavljena še ameriška nacionalna strategija, kjer je v bistvu črno na belem
izražena želja ali pa pričakovanje, da se Evropska unija kot taka počasi razgradi na nacionalne države, treba je ukrepiti patriote, lahko slutimo zato, da bi ta regulatorna moč, ki jo ima Evropska unija, bila manjša in ne bi mogla Evropa regulirati tega velikega big tech, teh velikih korporacij, za katere pa vemo, da po načelu, ki obstaja tudi pri nas v zasebnem sektorju, je dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano, da njim pa ti izpusti podatkov, presežni podatki o našem vedenju in ravnanju zelo prav pridejo za razne komercialne podjeme, pa mora biti tudi za druge zadeve. Torej, Klemen, kaj ti misliš, je tukaj zadaj pa zdaj že v ospredju neka odkrita agenda, da se na Evropo tudi pritiska v smislu deregulacije, zato da se krepi ekonomske koristi ameriških velikih digitalnih korporacij? Mislim, seveda. Sej pravzaprav je to, točno vem, o čem govoriš, ker sem včeraj tudi jaz spremljal cel dan te tvite. Ne? Ja, dejansko je to posledica zgražanja nad eno globo, mislim, da v višini 120 milijonov evrov, ki je naložila Evropska komisija X-u. Zdaj, jaz to gledam kot del trenutnega političnega dogajanja, ki se dogaja. Seveda, ZDA imajo svoje izhodišča, trenutni predsednik ima takšna, naslednji bo mogoče imel drugačna. Ne? Zdaj, velike korporacije, lastnik te korporacije je prvi človek, ki je presegel bilijon v slovenščini oziroma trillion v angleščini svojo vrednost, kar je noro. In seveda, če imaš toliko kapital, lahko kupiš omrežja, kot so X, kot so, ne vem, on bi lahko kupil tudi Facebook in vse ostale in bi dejansko obvladoval javno mnenje. In to se mi zdi bolj vprašanje zdaj neke higiene, kaj država dopušča in česa ne dopušča. Zdaj, če se vrnem na zasebnost, seveda, lahko je sistem take it or leave it, ampak tukaj spet lahko ugotovimo, da ima potem narediti boljši produkt, da ima biti konkurenčnejši. In to se potem ne dogaja v Evropski uniji. Tako kot je Jelena lepo povedala, Evropa nima svojih redkih kovin. Ja, Kitajska jih tudi nima. Jih ima, ampak jih potrebuje še več, kot jih ima. In kaj so naredili? Začeli so se agresivno povezovati z drugimi državami. Tudi afriške in tako naprej. In to je spet tisti očitek Evropske unije, ki, in tukaj morda, trikrat poudarim, morda razumem ameriško kritiko na Evropski uniji po debirokratizaciji. Ne govorim zgolj na področju zakonodaje, govorim o počasnem odzivu Evropske unije. Se mi zdi, da je edini trenutek, kjer je Evropska unija res dobro odreagirala, pa hitro odreagirala v času epidemije. Sicer pa to traja predolgo. Današnji svet, če pogledate povprečnega podjetnika, mora odreagirati v istem dnevu. Evropska unija potrebuje mesece, da se kaj takšnega zgodi. Ampak, če smem na tej točki, zdaj, če govorimo o konkurenčnosti gospodarstvu, sodobnemu kapitalizmu, jasno, za izgradnjo hardvera potrebujemo redke kovine, potrebujemo dostop do teh redkih kovin, ki si jih je Kitajska pridobila na svoj specifičen način. Združene države Amerike imajo tega več, tudi ker so pač kontinent, Evropa tega nima. Ampak z vidika softvera in z vidika produktov, ki ga generirajo te korporacije, smo pa v bistvu redka surovina mi. Res je. Ljudje, s temi svojimi podatkovnimi izpusti, o katerih sta vidva govorila. In tukaj, če sem tako grob in brutalen, če se bo, dokler bo Evropska unija vztrajala na svojih regulatornih premisah in ne bo v celoti popustila pritisku, da smo ljudje zgolj 0,1, zgolj neka masa podatkov, ne bo nikoli konkurenčno ujela teh velikih globalnih korporacij, ker tega tudi ne sme storiti. Ker ljudje v ustavni demokraciji, kot je naša, ljudje nismo sredstvo za doseg nekega kapitalističnega cilja, ampak smo cilj sam na sebi. Medtem ko v konstelaciji ameriške ustavne ureditve, kjer je že tako, razumejo, zelo svobodo izražene zelo široko in so se spodaj skrile tudi te korporacije. Zdaj imamo pa še to administracijo, ki se je odločila ne samo, da bo servisirala te velike korporacije, ampak da jim bo dala praktično, ne vem, če ste zasledila, vse federalne evidence, kar jih imajo. Tam v Ameriki se bo tudi izoblikovala popolnoma, bomo rekli temu, drugačna politična, demokratična ustavna ureditev,
kjer bodo posamezniki utilitarno sredstvo za doseg na eni strani svojega lastnega blagostanja, ker mogoče jim bo bolje, ne, ker bodo imeli boljšo tehnologijo na razpolagi, ampak po drugi strani bo pa z njimi v celoti tudi razpolagal veliki brat, ne iz javnega, ampak zasebnega sektorja, če bosta sodelovala, pa lahko tudi skupaj. To pa je tak zelo distopičen scenarij in mogoče z tega vidika, če izhajamo iz perspektive ustavne demokracije, to, kar počne Evropska unija danes, mora nujno početi in če bo počela drugače, se bomo znašli v nekem čist drugem svetu, takšnem, ki ga na Kitajskem morebiti že imajo. Kaj misliš o tem? Ja, zelo zanimivo je izhodišče, ampak sam bi se vprašal tukaj točno ta primer, ki si ga razložil, ne? Ali je to še demokracija? Ja. Če ni, potem potrebujemo novo družbeno pogodbo. Ne? Ampak v tej družbeni pogodbi človek ne bo več cilj sam na sebi, bo sredstvo nečesa. Ja, Jelena, kaj ti misliš? Smem samo še, Jelena, mi dovoliš? Mislim, da bo slej prej prišlo do nekega preloma. Zakaj? Dam dva podatka. Prvi podatek je, če primerjaš indeks S&P 500 in število, govorim sem za ameriški trg, in pa število novih delovnih razpisanih mest, ne, gre zadeva takole. Se pravi, S&P gre noro gor, delovna mesta padajo. Prenosa v realno ekonomijo ni, ne? Tako. Dejanski podatki kažejo izrazito k ekonomijo, kar pomeni bogati, še bogatejši, revni, še revnejši. In zadnjič sem poslušal enega strokovnjaka, ki se ukvarja s področjem umetne inteligence že 10-20 let. On napoveduje, da v roku 10 do 15 let lahko pridemo do brezposelnosti v višini 80 do 90%. Vsi vemo, 10% za državo je katastrofa. 80-90% ni. In dejansko stanje nas bo prisililo v nov razmislek in v novo družbeno pogodbo. Zdaj ne bomo je pisali seveda v smislu Rousseaujeve in drugih družbenih pogodb, ampak vendarle ne. Na koncu bo volitve tiste, ki bo odločila, v katero smer gremo. Jaz tisto, kar želim poudariti, je, da moramo razmišljati naprej in biti na to pripravljeni. Absolutno pa, če gremo v to smer, da bojo megakorporacije vodile svet, potem smo se odpovedali demokraciji. Zelo enostavno. Jelena. Lahko samo še dodam mogoče tudi nekemu konceptu suverenosti držav, ker dejstvo je, da pač te velike korporacije, velikih 7 ali velikih 5, kakorkoli jih imenujemo, s to svojo velikostjo in količino podatkov, na katere posameznike vplivajo tudi na res veliko držav, sploh so to te države v razvoju, kjer bodisi so, ne vem, ali so tam redke kovine, ali so tam, ne vem, mase ljudi, ki jih tudi njihove podatke lahko pač uporabljajo za izboljšave svojih produktov, za izdelave svojih produktov. In na ta način absolutno se moramo vprašati, se pravi, ali te velike korporacije že vodijo svet ali sploh lahko temu uidemo, ne? In kakšna je tukaj vloga države v običajnem smislu kot pač neke suverene države, ki ima nek vpliv na življenje svojih državljanov, ne? Recimo sploh v Evropi, kjer uporabljamo res veliko produktov teh tehnoloških iz druge strani morja, je kar veliko vprašanja, oziroma se veliko pogovarjamo v zadnjem času o suverenosti. Se pravi, tisti, ki ima podatke, tisti z njimi upravlja. Ne? In je zelo pomembna ta debata o tem, da podatki ostanejo v Evropi, da se ne prenašajo v neke tretje svetove in da na tak način vzdržujemo to svojo suverenost. Seveda je potem to povezano z napredkom v tehnologiji, kjer pač v Evropi zaostajamo, ampak je pa to izjemno pomembno. Tudi, ko pogledamo konflikte v svetu, tisti, ki ima podatke, tisti ima moč in veliko moč in postane vratar v informacije in v svet za marsikoga. Recimo, ne vem, znane so problematike tega, da se pravi, če v neki državi ni dostopnih nekih tehnologij ali pa so omejeni dostopi do spleta, do raznih tehnologij, na tak način se pač ljudi vodi in se jih usmerja in v razmišljanju in potem izgubljamo to svobodo. No? No, zdaj smo narisali tako veliko sliko, ne? Tako daleč in globoko smo šli, da smo se pogovarjali o novi družbeni pogodbi. Zdaj pa se vrnimo k tlom, tam, ki je mogoče pa res problem regulatorni v Evropi in iz tega regulatornega problema potem se tudi ta velika slika pogosto spregleda. Ne? Jaz se spominjam, ko je ta GDPR zares zaživel, moja prva izkušnja z njim, taka res prismuknjena anekdota je bila, da smo prišli v vrtec po svoje otroke in v vrtcu so
iz znakov, kjer so bile obešene otroške stvari, iz danes na jutri izginila imena. In so rekli, s tem pa, kam pa so šla zdaj imena? Jaz sem pozabil, je zdaj moja, je slonček, ali je balonček, ali je goba, ne? Nisem vedel, kje so tiste stvari, in so rekli, to je pa GDPR. In v isti sapi, ko so to umaknili še danes, jaz mislim, da verjetno upam, da na nepotreben način, so vse te vzgojiteljice in te vrtci, seveda tudi z našim privoljenjem, fotografirali te otroke, jih dajali na Facebook, kjer smo jih drugi lajkali in torej prepošiljali naprej in tako dalje. In tukaj se mi zdi, na tem nizkem regulatornem nivoju pa ta regulacija res lahko duši na način, ki temu ni namenjen. Jelena, imate vi kakšne takšne na uradu, kakšne podobne izkušnje s tem? Se vam zdi, da tudi urad sam ali pa mogoče sami reguliranci, upravitelji podatkov, mogoče iz preventivnih razlogov si otežujejo življenje tam, kjer ne je bilo treba, medtem ko velike korporacije pa meljajo svobodno naprej. V bistvu ta anekdota lepo nekako povzame to stanje. Jaz recimo vedno povem ob vseh teh potencialnih kritikah, da poleg tega, da obstaja GDPR in obstaja nadzor in obstaja neke smernice, obstaja tudi en relativno velik sektor strašenja pred GDPR. Vedno, kadar nastane neka nova regulativa, pa dobro, zdaj imamo tukaj osebne podatke, lahko bi bila pa tudi neka druga regulativa, obstajajo tudi organizacije, ki pač svetujejo, kako biti skladen in tako naprej. In dostikrat prihaja do nekega strašenja. Strašenja pred tem, kaj se bo zgodilo v nekih postopkih, kakšne so kazni in tako naprej. Ker dejstvo je, da tudi če pride do neke kršitve, obstaja nabor enih ukrepov, ki jih lahko nadzorni organ izreče. Ne pomeni, da ob vsaki majhni kršitvi je izrečena globa, recimo. Seveda je pa pomembno, da kadar so velike kršitve, da pa obstaja neka sankcija, ki bo pač odvračalna. Tako da recimo moje opažanje je, da pri veliko takih majhnih dogodkih, kjer absolutno ne bi bilo niti potrebno v smislu GDPR nekih ukrepov, je nek strah zadaj. Strah, zaradi katerega se potem pretirava in zaradi katerega tudi se pozabi na tiste stvari, ki pa so res pomembne. Se pravi, ne delimo slik otrok prek družabnih omrežij in tako naprej. To pa je pomembno. Tako za njih, kot za njihova prihodnost, kot pač, ne vem, tukaj zdaj enega tega facial recognition, da to so res neke osnove digitalne higiene. Mi skušamo recimo mi skušamo izdati veliko mnenj, veliko nekih smernic. Vedno boste našli pri nas dežurnega nadzornika, ki bo pač pomagal po telefonu. Imamo projekte izobraževanja za otroke in druge ciljne skupine. Prav zato, da nekako pridemo z nekimi konkretnimi predlogi, rešitvami, kako biti skladen, tam, kjer je to treba, kjer je neko tveganje in kako se pač izogniti nekim takim mogoče, ne vem, stvarem, ki so samo plod nekega zastraševanja. Klemen, kakšne so pa tvoje izkušnje? Ja, jaz bi rad razbil dva mita. No, prosim. Zaradi GDPR se nič ne da in GDPR je vse obrnil na glavo. Oba sta popolnoma napačna. Ko mene vprašajo upravljavci, nam lahko to zrihtaš, pravijo naši pravniki, da se zaradi GDPR ne da. Večino primerov se da. Pravne podlage po GDPR-ju omogočajo pravzaprav, dokler smo nekje v razumnih mejah. Seveda, če hočemo nekaj nezakonito obdelovati, seveda ne gre skozi. Ampak večino zakonitih obdelav spravimo čisto lepo skozi GDPR. Tako da tukaj to ni res, to pomeni samo zgolj nepoznavanje. GDPR je svet obrnil na glavo, ni ga, posebej ne v Sloveniji. Ko je 2018 začel veljati GDPR, se je za Slovenijo zelo malo spremenilo. Ker je večina logike ostalo že iz VOP-a 1. Zakaj? Ker nam je tokrat prav prišlo, da je Slovenija ponavadi bolj papeška od papeža in je prejšnji ZVOP 1 prepisala pravzaprav iz direktive. Večina držav tega ne počne in seveda so imeli do 2018 nižje standarde. Ko je GDPR standarde dvignil na nivo, kot so danes, kot rečeno, Slovenija je bila že predosti blizu tem standardom, ko jih je dvignil na ta nivo, je seveda po Evropi završalo. In kar završi po Evropi, završi tudi v Sloveniji. In takrat je nastala ta mantra, zdaj pa GDPR pa vse drugače. Ni, začel sem, da smo začeli pisati mnenja na področju ZVOP-a 1 resneje v letu 2005
In večina teh mnenj, vsaj kar se pravne podlage tiče, upam, da mi bo Jelena pritrdila, še vedno velja. Privolitev je takšna kot takrat, malo je še zaostrena, sicer po GDPR-ju, ampak še vedno ali mi daš podatke, še vedno da isti odgovor, kot je bil leta 2005. Tako da to strašenje z GDPR-jem je povsem nepotrebno. Ne? Kot rečeno, se strinjam, treba bi ga bilo izboljšati. Preveč ima odprtih pojmov, ki jih nalaga utemeljevanje upravljavcev in tako naprej. Ampak overall pa ni nič posebenega, sem treba je dobro razmisliti. Ne? Gremo nazaj k vlogi države, ki si jo že omenjala. Zdaj, zdi se, vsaj v določenih okvirih, tudi z vidika varovanja pravice do zasebnosti posameznika, država postaja vse pomembnejša in nekako kličemo na pomoč, da zavaruje našo zasebnost. Še posebej pa to velja na področju zagotavljanja kibernetske varnosti. Ta je pod udarom ne nujno, tukaj zdaj zaenkrat korporacije imajo komercialni interes, medtem ko kakšni bolj zlonamerni globalni, zlasti državni igralci, pa njihovi podporniki, teroristi, hekerji, pa imajo seveda tudi interes spodkopavanja varnosti celih držav. Že prej smo govorili o demokraciji, vplivanju na javno mnenje, vodijo se našim laičnim očem nevidne, pa pravijo, da vendarle resnične hibridne vojne. Pa me zanima, Jelena, v zadnjem času se je ta država soočila kar z enim precejšnjim zdrsom na področju kibernetske varnosti na enem od uradov. Kakšno je zdaj stanje na tem področju v Sloveniji? Je Slovenija pripravljena na te nove čase, na nove izzive? Se pravi, v smislu neke te informacijske varnosti oziroma security-ja ni samo GDPR tukaj, imamo tudi zakon o informacijski varnosti, imamo kar nekaj pravnih aktov, ki to področje v Evropi skušajo regulirati, posebej za banke in tako naprej. In to je v resnici zelo, zelo in izjemno ključno, ker ko mi svoje delovanje analogno, se pravi vse naše odnose med sabo, z državo, z upravnimi organi, z bankami, ko mi to prenesemo v digitalno okolje, je edino, kar pač nas lahko obrani pred nekimi ali napadi ali zlorabami, je pač dobro zavarovanje podatkov. In zato je, sploh kadar je upravljavec teh podatkov država. Država ima načeloma vse o nas za različne namene in tako. In je izjemno, izjemno pomembno, da pač državne inštitucije, vsi, pri katerih mi nimamo izbere, ali damo svoje podatke ali ne, da je ta raven zavarovanja teh podatkov res na najvišji možni ravni. Ker videli smo v tem nedavnemu primeru, kakšne so lahko posledice, kadar so izpostavljeni tako ključni podatki, EMŠO, davčna, kadar so izpostavljeni naši zdravstveni podatki v končni fazi. Smo mi tukaj goli in bosi, proti, težko se obranimo proti nekim zlorabam, lahko nekdo pač uporabi te podatke in sklepa za nas posle, lahko nas nekako napada na podlagi nekih naših občutljivih situacij. Tako da, kadar je pač upravljavec podatkov država, je res ključno, da podatke izjemno dobro varuje in kar je še bolj pomembno, je pa to, da tudi sprejema regulative na zelo predvidljiv in ustavno skladen način. Se pravi, da kadar nek zakon predvideva, da moramo mi podatke neke svoje dati za nek namen, mora biti zakon dovolj jasen in sorazmeren, se pravi, kateri podatki, za kateri namen, koliko časa se bodo hranili in da niso dopuščene nikakršne različne interpretacije. Ker različne interpretacije pomenijo nejasna pravila pa nekje zelo hitro pomenijo neželene dostope. Neželeni dostopi pa pomenijo škodo v bistvu za vse državljane potem. Sploh, če recimo se podatki razkrijajo v takim nekem res velikem številu. Tako da to je vsekakor neka stvar, kjer če državi zaupamo, da naše podatke ima, mora tudi država nameniti dovolj sredstev in vsega, da te podatke potem tudi varuje na tej neki najvišji ravni, kot je to mogoče. Bi se strinjal, Klemen, s tem. Namreč digitalizacija, pa umetna inteligenca, če naj obe uspešno delujeta tudi v državnem okviru, nujno potrebujeta verjetno takšen varen kibernetski obroč okoli sebe. Že, ampak ne bo deloval. Zakaj ne? V trenutnem sistemu ne bo deloval. Dva primera iz prakse. Kdo je največji upravljavec osebnih podatkov v Sloveniji? Država. Ne? Kako poteka shranjevanje arhivov? Ne vem, če si to že kdaj slišal, ampak državni organi morajo najemati hale za to, da skladiščijo arhive. Ker to zahteva zakonodaja. Analogne arhive. Analogne v papirju. Tako, ne?
Tukaj je absolutno pretirano zbiranje, če mene vprašaš, ne? To bi moral arhiv dejansko prevzeti in zadeve urediti. Ne vem, zakaj ne. Vem samo, da gre ogromno stroškov samo za to, da imamo, s čimer se navezujem na to, kar je prej Elena rekla, da brez veze, da imamo toliko podatkov, da imamo imeti tiste, ki so dobri. To je ta glavno. Ne? Kvaliteta podatkov mora biti prva in tudi v AI. Ne? V AI še toliko bolj ekstremno velja garbage in garbage out. Če date not slabe podatke, boste imeli napačne rezultate. In to je treba enkrat končati. To hiperinflacijo nekih dokumentov. Ne? Tudi enkrat postopkov je treba preveriti, so potrebni razni piltki še vedno ali ne. Ampak dobro, zdaj sem na filozofskem ravni. Kako država varuje na področju kibernetske varnosti? Še en primer konkreten iz prakse. Samo da razložim. ZVOP-2 za določene zavezance zahteva, da izpolnjujejo nekatere zahteve iz zakona o informacijski varnosti, ki je v Slovenijo prenesena NIS-2 direktiva. Ta NIS-2 direktiva je kar precej stroga, ne? Tudi ogromno zavezancev pade noter in tako naprej. Pred kratkim sem bil v enem organu javnega sektorja, ki smo jim pomagali urejati področje varstva osebnih podatkov. Takoj ugotovim, da so zavezanci prek 23. člena ZVOP-2, ZINF morajo spoštovati zahteve. Veste, vemo, ampak nimamo denarja. Ne? In to pomnožiš krat število organov. Zdaj, če država sprejme zakon ali Evropska unija, najprej morda razmisli, kako bo saj tiste podatke, katerih upravljavci ona naredila. A bo naredila neke skupne megavarne podatkovne centre, a bo pospešila digitalizacijo, ki pri nas nekako v 20 letih še kar ne zaživi. Ne? Ampak point je v tem, ja, saj imamo zakon dobro napisan, ampak v praksi že zdaj povem, da se ne bo izvajal. In tudi inšpekcije ne bojo pomagale, ker če nima organ denarja, ki ga spet mora zagotoviti država, enostavno ne bo mogel zagarantirati kibernetske varnosti. Ti deliš to meni, Elena, podobna opažanja? Delim recimo mnenje, da če pogledamo izven samo GDPR, se pravi v Evropski uniji je nastala ena taka res velika plejada enih aktov, ki urejajo vse mogoče digitalne svetove, od tega, kako lahko delimo podatke, do tega, kako jih varujemo in tudi za specifične sektore glede data security-ja. Zdi se mi, da ni dovolj, da se sprejemajo samo zelo natančna pravila z nekimi dobrimi cilji, ampak da pogosto zmanjka razmisleka pri tem, kako se bo ta pravila lahko, se pravi po eni strani, kar pravi Klemen, izvajalo, ali sploh so kapacitete v nekih reguliranih sektorjih, da se to doseže. In po drugi strani, kako se bo te akte lahko nadzorovalo. Ker če so samo pravila na papirju in jih v dejanskosti, recimo organi ne morejo nadzorovati, bodi si zaradi podhranjenosti, bodi si zaradi tega, ker so pravila lahko nejasna glede pristojnosti, ali pa je težko sodelovati čezmejno, ker so v državah različni organi. Se pravi, če nimamo poleg pravil tudi tega vsega okolja zraven, potem ta pravila težko, da bodo dala nek dober učinek na koncu, ker imamo samo pravila na papirju. Mi pa za pravila rabimo tudi izvrševanje teh pravil, rabimo nadzor nad pravili, rabimo celotno neko infrastrukturo in ekosistem, da bodo ta pravila zaživela. In mogoče tudi iz tukaj izhaja recimo ena teh začetnih kritik, ki jih izpostavljaš na začetku, da potem nastane ta neka nepreglednost. Preglednost je tam, kjer je relativno jasen set pravil, kjer je jasno, kdo jih nadzoruje, kako se jih kaznuje. In ko to izvajamo 20-30 let, potem nam je vsem jasno. Dokler smo po nekem takem, zgodnjem ciklu, se pravi, in pisanja novih pravil, ki so si lahko potem med seboj kaj nejasna, prepletajoča, hkrati pa nimamo nadzornih mehanizmov, dovolj močno vzpostavljenih, plus, da imamo mogoče še težave se pravi, sredstvih sploh za compliance, potem pa lahko nastane nek tak videz, da nič ne klapa. Reguliramo, cilje regulacije niso doseženi, regulacija obstaja kot breme in potem je to res neučinkovito. Ampak zdaj, ker gremo k koncu in ker nekaj na koncu je treba reči tudi nekaj spodbudnih besed za naše študente, zaradi katerih univerza sploh obstaja. Celotno to zgodbo smo pa začeli zaradi pravice do zasebnosti in tistega, kar je za njo, kar ta pravica pravzaprav varuje. In varuje kot taka, varuje pravzaprav neokrnjeno človekovo dostojanstvo. Zato tukaj pravzaprav gre.
Je pa ta pravica do zasebnosti, in to se boste najbolj strinjala, v zadnjih 10, 20, 30 letih doživela eno tako veliko metamorfozo. In zelo se je spremenila. Tudi v ustavnem pravu vemo, da je pravica do zasebnosti bila definirana tako malo tautološko. Pravica do zasebnosti se razteza do tam, kamor se razteza naše pričakovanje, utemeljeno pričakovanje zasebnosti. In zdi se, da zlasti pri mladih, tistih generacijah, ki prihajajo, je to polje pričakovane zasebnosti zelo ozko. Zbudili so se torej v podatkovnem svetu, njim je samoumevno, da če danes pogooglaš naslov svoje hiše, da vidiš celo bajto nalimano na spletu, pa ne samo ti vsakdo, Pa je bilo to leta 2010, je bilo to nekaj, kar je bilo sprejeto zelo na nož, tudi ob dejstvu, da je Google pokradel podatke z wireless nezavarovanih omrežij, ko se ta vozila mimo hiš, kjer so podelali te posnetke. Ampak danes je to nekaj normalnega. Torej mene zanima, Klemen, najprej ti, potem pa Jelena, tako za zaključno besedo, z vidika pravice do zasebnosti in mladih ljudi. Kaj bi jim položili študentom na srce? Težko je govoriti o zasebnosti, ko si enkrat mlad. Težava je... A to je za stare, zasebnost je za stare. Ja, vseeno, ne. Težava je v tem, ko te ta nerazmislek o zasebnosti doleti, oziroma posledice tega nerazmisleka doleti čez nekaj let. Ko želiš iti v novo službo, pa nov delodajalec pogleda tvoj Facebook kanal, recimo, vidi, da to ni okej, Mogoče bom končal z enim provokativnim primerom za študente, ki upam, da si ga bojo znali predstavljati. Zdaj, če že niste ravno ekshibicionisti, pejte se sprehajati goli po Prešernovem trgu. V največji gneči. A bi vam bilo prijetno? Dajte se vprašati, a bi vam bilo to prijetno. Ker namreč posebno enako se lahko dogaja na spletnih omrežjih. Zavedite se, da so lahko posledice, zdaj glede na to, da so študenti tudi večinoma pravniki, bi vam pa položil tudi na srce, razmislite, če se vam splača o tej zadevi razmišljati, da greste v smer razmišljanja, kako bi pravo naredili v prihodnosti boljše, tako da bo boljš varovalo ne samo pravice do zasebnosti, ampak nasplošno pravice, temeljne pravice in svoboščine, in kako to vse skupaj komponirati v čas, ki prihaja torej na področju umetne inteligence. Jelena, zadnja beseda. Zadnja beseda. Jaz bi si želela, da bodo imele tudi današnje generacije študentov mogoče en del te možnosti, ki smo jo imeli še mi, pa tudi mi nismo toliko zelo stari, se pravi, da so naše fotke iz kakšne žurke ostale pač tam pozabljene v nekem albumu, ker smo jih printali, pa da ni bil čisto vsak naš korak, kjer si naredil nekaj, kar starši niso vedeli, nekje zabeležen in pač lahko tudi starši se s tem seznanjajo. Ker iz tega v bistvu prihaja svoboda. Svoboda, da lahko pač tudi kakšno napako narediš nekaj, kar bo pozabljeno, in ta neka pravica do pozabe se mi zdi, da je res nekaj, za kar se je vredno boriti, tudi če to poimenujemo nekako potem pravila glede varovanja zasebnosti. Mislim, da bomo težko živeli v prihodnje, če bomo mogli to pravico zapustiti, recimo, z generativno umetno inteligenco. Vemo, da pač vsi te klepetalniki halucinirajo in tako naprej, in lahko pridajo ven tudi rezultati, ki so, za nekoga zelo stresni. En gospod je pogooglal, se niti ni pravi izraz, ampak skratka se je vprašal po svoji biografiji in mu je en od teh klepetalnih AI botov vrnil biografijo, da je gospod morilec, 2 ljudi. Absolutno napaka, halucinacija, nič resničnega, ampak je pa pač to dejstvo, da se napake dogajajo tudi v sistemih, in neko tako res zaupanje v nezmotljivost tehnologije je nekaj, proti čemur je treba nekako se učiti in razširjati te svoje meje razumevanja. In v takih primerih, ko bo umetna inteligenca še bolj povezana z vsem našim vsakdanom, je še toliko bolj pomembno, da ohranimo te pravice, ki izhajajo iz regulacije glede zasebnosti, se pravi pravico do popravka, pravico do pozabe, kot sem že prej rekla, da nekako lahko ohranimo to svojo celovitost in normalno živimo tudi v dobi digitalizacije in uporabljamo vse te naprave in storitve za naše dobro, zato da nam bo boljše, da bomo bolj učinkoviti, ne pa zato, da bomo tam srečevali neke negativne posledice v smislu napak ali pa nekih takih informacij. Tako da to bi si želela položiti na srce
študentom, da to ni neka pozabljena veja, ampak je res en tak ključen del. Hvala lepa. In da to pravzaprav, ta želja je pravzaprav odraz tega, kar pravzaprav naša ustava utemeljena na enakem človekovem dostojanstvu, svobodi, ki lahko obstaja zgolj v svetu, ki ni povsem predvidljiv. To je tisto, kar pravzaprav zahteva naš aktualen ustavno-pravni red. Danes smo se pogovarjali torej o pravici do zasebnosti, o varovanju osebnih podatkov na več nivojih, od povsem elementarnega, od anekdot v vrtcih, kjer so se v strahu pred GDPR-om, ki smo slišali ni utemeljen, skrivali imena otrok, do filozofske in predvsem ekonomsko pereče problematike velikih globalnih korporacij, ki razpolagajo z bilijoni naših podatkov in pomembno vplivajo na naše življenja, ne da bi se v veliki meri tega sploh zavedali. Pred mlado generacijo, pa tudi nami, ki smo tudi še mladi, smo gotovili, so veliki izzivi in upam predvsem, da vas je današnji podcast napeljal k razmisleku. Hvala lepa za pozornost, predvsem pa še enkrat najlepša hvala moji gosti in gostju, informacijski pooblaščenki Jeleni Burnik, Virant Burnik in Klemnu Krajgerju Mišiču. Hvala, ker sta bila z nami. Lep pozdrav sem skupaj. Hvala, super. Hvala.